Najprej dajem besedo doktorju Anžetu Logarju. Spoštovani kolega, imate besedo, da zastavite vprašanje predsedniku vlade. Izvolite. Hvala, predsednica. Spoštovani predsednik vlade, napovedali ste, da bo leto 2025 reformno leto. Ministrom ste naročili, naj pospešijo pripravo zakonov. V zadnjem letu mandata jih na primer Ministrstvo za kmetijstvo pripravlja 7, najavlja se solarizacija najboljših kmetijskih zemljišč. Ministrstvo za gospodarstvo želi omejiti prosto gospodarsko pobudo na področju oddaje turističnih kapacitet. Ministrstvo za infrastrukturo poleg pregrešno dragih železniških postaj redno dobiva več 100 milijonske anekse za gradnjo prometne infrastrukture. Ob tem pa napovedujete davek na nepremičnine z visoko stopnjo obdavčitve, pokojninsko reformo, ki bo dvignila upokojitveno starost na 67 let, digitalizacijo zdravstva za uvedbo nacionalnega e-kartona, drugi krog davčnih sprememb. Toda pojdimo v december 2022, tedaj ste rekli, leto 2023 bo leto reform. Želimo popolnoma spremeniti sistem delovanja javnega zdravstva, vpeljati reformo tako v pravosodje kot v šolstvo. Pripravlja se sprememba davčne politike, ste rekli. Nato ste marca 2023 ugasnili davčno reformo, odstopil je državni sekretar na Ministrstvu za finance. Poleti se je zaključila digitalizacija zdravstva in reforma zdravstvene zavarovalnice. Odšel je zdravstveni minister. Reforme v pravosodju ni, niti v šolstvu. Leto 2025 je zadnje leto mandata. Čas, ko vlada nima več reformnega potenciala, predvsem pa zmanjkuje časa za usklajevanje. Leto 2023 ni bilo reformno leto, bilo je nasprotje tega. Na podlagi česa ste prepričani, da bo leto 2025 drugačno? Še posebej zato, ker vas čaka kar nekaj nalog iz koalicijskega sporazuma. Na primer, zagotovili bomo centralizirano naročanje zdravstvenega materiala, tega ne vidimo. Poenostavili bomo davčno zakonodajo in davčne postopke s ciljem večje preglednosti, predvidljivosti ter hitrosti postopka in davčne varnosti. Namesto tega je bilo uvedeno 11 dodatnih bremen za gospodarstvo. Pripravili bomo nacionalno strategijo, kako postati ena od 20 najkonkurenčnejših držav na svetu. A v letu 2024 smo po lestvici IMD-ja padli za 4 mesta na 46. mesto, na primer vladna učinkovitost padec na 46. mesto. Ustanovili bomo inšpekcijski organ, ki bo neodvisno izvajal nadzor nad izvajanjem javnega naročanja. Ali pa ta, ki je še posebej aktualen zadnje dni ob izbruhu afere Karigador, okrepili in profesionalizirali bomo nadzorno vlogo svetov zavodov. S tem želimo depolitizirati celoten zdravstveni sistem. Vsakodnevno politiko je treba umakniti iz mehanizmov vodenja. Spoštovani predsednik vlade, kako kaže reformnim ukrepom, ki ste jih ljudem obljubili ob nastopu vlade, sicer najmočnejšo koalicijsko večino v zgodovini države? Hvala lepa. Spoštovani predsednik vlade, doktor Robert Golob, imate besedo za odgovor. Izvolite. Hvala. V enem stavku. Ta koalicija in ta vlada bo izpeljala v enem mandatu več reform kot vse ostale vlade v zadnjih 20 letih skupaj. Tako da hvala za vprašanje. Reforme niso to, kar ste vi naštevali. Reforme, ki smo se jim zavezali v letu 2023 in smo jih aktivno pripravljali in aktivno usklajevali skozi socialni dialog, ki je mogoče vam malo neznan, nam pa niti približno neznan, so danes že ali sprejete ali pa tik pred potrditvijo v Državnem zboru. Jaz sem vesel, da ste mi dal ta izziv. V letu 2023 smo napovedali, oziroma že ob nastopu vlade smo napovedali, da je koalicijska pogodba podpisana za 2 mandata, da se bomo lotili reform, ki bojo dali rezultate v 2 mandatih. To ne pomeni, da bomo čakali. To pomeni, da jih bo večina potrjenih v tem mandatu. Napovedali smo 8 reform, jaz bom šel po vrsti. Ja, nekatere so zaostajajo namenoma, nekatere so pa že potrjene. Najpomembnejša od vseh, najpomembnejše področje je področje zdravstva. Na področju zdravstva uvajamo spremembe, kot jih ni bilo v zgodovini te države še. Ravno zaradi neukrepanja prejšnjih vlad, tudi tistih, v katerih ste mogoče vi imeli kakšno vlogo, se je javni zdravstveni sistem v preteklosti razgrajeval. Počasi, a načrtno. Sprejemom novega paketa zakonodaje
je te razgradnje konec. In jaz si res želim, da boste vsi tisti, ki imate javni zdravstveni sistem ves čas v mislih in na jeziku, podprli jutri ob ponovnem glasovanju zakon o zdravniški dejavnosti. Kajti ta zakon je tisti, ki uvaja jasno razmejitev med javnim in zasebnim. Ta zakon je tistim, ki vsakemu bolniku omogoča, da bo v javnem sistemu, ne pri zasebnikih, v javnem sistemu lahko prišel do svojega zdravljenja. Jaz bi si res želel, da vsi tisti, ki govorite o reformah, se zavedate pomembnosti te reforme, ker je ta ključna za zdravje Slovenk in Slovencev. Plačna reforma, že izpeljana, že uzakonjena in že v izvajanju. Seveda bo tekla še naslednja leta in to je bilo tudi izpogajano v socialnem dialogu. Ne more se uvesti čez noč, uvedena bo v letih. Drugi obrok povišic bo v oktobru letos in potem v naslednjih letih naprej. Reforma stanovanjske politike. Ne samo, da so stanovanjski zakoni pripravljeni, ne samo, da smo tik pred tem, da steče največji investicijski cikel v zgodovini v javna stanovanja. Ne, za 10 let smo zagotovili tudi sredstva 100 milijonov letno, samo za potrebe izgradnje javnih stanovanj. A moram naštevati naprej? Kaj vse je bilo narejeno, kaj vse se zaključuje. Čisto potiho, vi ste jo omenili, reforma šolstva. Čisto potiho in se izvaja že 2 leti. Ne samo, da se prenavlja kurikulum, ne samo, da smo zagotovili denar, dodaten denar za šolstvo, ki ga nikoli do zdaj ni bilo v zakonu. Pripravlja se tudi sprememba zakona o osnovni šoli, ki bo pripeljala vse te stvari noter in tudi, dokler bomo kasneje govorili o kako preventivno delovati na področju medvrstniškega nasilja. Tudi to je sestavni del zakona o osnovni šoli. Tudi tega se noben prej ni lotil. Vse to je v pripravi. Zakon o znanosti oziroma reforma znanosti. Ne samo, da povišujemo sredstva, od prvega dne vlagamo v inovacije. Zakaj vlagamo v inovacije? Ker edino znanje je tisto, kar nas lahko pripelje naprej. Da, vse te reforme se že izvajajo in se bodo ali že zaključile ali pa zaključevale v naslednjih mesecih. Zakaj se ne morejo reforme izpeljati čez noč? Če je to vaše vprašanje, zato ker tako ne gre, ker že samo socialni dialog pokojninske reforme traja leto dni. In po letu dni nam je uspelo to, da je osnutek pokojninske reforme, kot je danes predstavljen, potrjen strani vseh socialnih partnerjev. Ne samo strani vlade in vseh koalicijskih strank, temveč tako sindikatov, kot tudi predstavnikov gospodarstva. In ja, to si štejemo za velik uspeh. Ne samo, da reforme izvajamo, celo uspe nam doseči v njih socialno soglasje. Soglasje vseh deležnikov v družbi. Zato smo potrebovali leto. Nič hudega, zato bo pa reforma toliko bolj uspešna. Najlepša hvala. Kolega poslanec, imate besedo za obrazložitev zahteve za dopolnitev odgovora. Izvolite. Hvala, predsednica. Zdaj na nalogah, ki sem jih prej naštel, ki so iz koalicijske pogodbe, na naslovni strani piše koalicijski sporazum od leta 2022 do 2026. Skratka, ne za 2 mandata. Kar se tiče tega, da je bilo storjeno več kot v zadnjih 20 letih, pa vam citiram besede enega od predstojnikov na UKC-ju, kako gleda on na teh 20 let, in sicer pravi v zvezi z reformo zakona o zdravstveni dejavnosti, citiram: "Žalosti dejstvo, da bo nepremišljen ukrep razbil time, ki smo jih postavljali 20 let in katerih delo je neprecenljivo za bolnike. Glede na to, da ste pred volitvami vse skozi govorili, kako prisegate na stroko, pa upam, da bo na jutrišnjem glasovanju premagalo zaupanje v stroko in nezaupanje v vaše besede." Zdaj, reforme, ki ste jih našteli, so vse narejene približno na pol ali pa še to ne. Samo kar se tiče reforme plačnega sistema v javnem sektorju, Evropska komisija je za načrt okrevanja dala 3 pogoje, da reforma izpolni svoje cilje, in sicer, da vzpostavi sistem variabilnosti, da reši
nesorazmerja, ki so inkorporirani v plačni sistem javnega sektorja, in da najde spodbude za deficitarne poklice. Nobenega od teh treh dejavnikov ta reforma ne prinaša, razen skoka naprej in rešitev za plačni sistem. Spoštovani gospod Golob, ali je predsednik vlade, ki je obremenjen z dvema primeroma oziroma z dvemi zadevami pred KPK, katerega preiskuje specializirano državno tožilstvo, opravilno sposoben, da lahko izpelje reforme, ki se jih je vlada zadala ob začetku mandata, oziroma ali lahko izpelje to, kar je volivcem obljubljal pred volitvami, še posebej zato, ker v vmesnem času, če bo KPK odločila, verjamem, da boste sledili svoji navedbi, da boste v tem primeru odstopili kot predsednik vlade. Prosim za konkretno objasnitev. Ja, izvolite, postopkovno, kolegica Grgurevič. Ja, jaz pač prosim, da nek nivo kolega poskuša obdržati. To, da predsedniku vlade sprašujete, ali je opravilno sposoben, ne vem, če veste, kaj to pomeni, opravilna sposobnost, medtem ko je vaš predsednik bil dvakrat pravnomočno obsojen storilec kaznivega dejanja, dvakrat dokončno spoznan, pa vas to ni nič motilo pred KPK-jem za odgovornega. Tako da, kolega Logar, držite se, prosim, etičnega kodeksa, ki velja za vse poslance, in poskušajte biti vsaj približno kulturen. Zasluži si opomin. Hvala lepa. Jaz bi zdaj na tem mestu opozorila, da razne pripombe o opravilni sposobnosti niso na mestu. Jaz verjamem, da smo tukaj vsi opravilno sposobni, ne? Tako da vzdržimo se tega, ne? Če pa komu treba opravilno sposobnost vzeti, pa zato obstajajo sodni postopki. Tako da pa prosim za mir. Tudi takrat, ko predsednik vlade odgovarja, prosim, da se vzdržite raznih komentarjev med sabo, zaradi tega, ker kot prvo vem, da je težko, kolegica Bah Žibert, ampak vseeno, zaradi tega, ker ni vljudno, da motimo človeka, ko govori, kogarkoli tukaj, ne, mislim. Prosim, no, postopkovno, izvolite. Predsedujoča, jaz ne vem, vi kar vpletate z imeni. V čem ste zdaj mene izpostavili? In res prosim, da se mi opravičite. Sedela sem, niti spregovorila nisem s sosedom. In vi izpostavljate moje ime. Zdaj, če imate vi z mano težave, to je drug problem, to rešujte drugje. Ampak tukaj pred zborom me pa ne boste izpostavljali brez kakršnekoli podlage. Zato, ker potem bo pa res kdo že posumil, kaj je z opravilno sposobnostjo v tem državnem zboru. Opa, dobro. Smo slišali vsi, si vsi ustvarimo mnenje in gremo naprej. Spoštovani predsednik vlade, imate besedo za dopolnitev odgovora, izvolite. Hvala. Najprej naj povem glede plačne reforme. Me veseli, da ste prepoznali, da smo poskrbeli za najbolj ranljive. Jaz mislim, da se boste kmalu lahko prepričali, tudi če se ne bi želeli, da to, kar ste navedli, sestavni del plačne reforme, tudi variabilni del, predvsem pa način, kako pritegniti mlade v sistem javne uprave. Spremembe so zelo velike, bistveno večje od tega, kar vi navajate ali pa kar želite videti. Ampak se ta plačna reforma ni namenjena vam, ni namenjena poslancem ali politikom, ampak zaposlenim v javni upravi. In tam bo tudi imela največji učinek. In ja, imamo odzive, imamo dosti vprašanj in večinoma ali velika večina je zadovoljnih s možnostjo, ki se odpira za novo plačno reformo. In nikakor ne samo z višanjem plač, kot vi govorite. Ampak to je mogoče manj pomembno. Bolj pomemben se mi je zdaj prvi del vašega vprašanja, ki ni bilo vprašanje, ampak trditev. Jaz sem razumel, da vi ste izkoristili to vprašanje zato ste izrazili svoje nasprotovanje spremembam na zdravstvenem področju. Očitno želite še naprej privatizirati zdravstveni sistem in očitno želite, da zdravniki, ki so zaposleni v javnih bolnišnicah, še naprej lahko da si vozijo bolnike v svoje popoldanske ordinacije in vas to, da bi to prepovedali, očitno tako moti, da pravite, da zdravstvena reforma ni vredna nič.
Verjetno vas moti to, da bodo tudi koncesije urejene, da bo prvič po 30 letih na področju koncesij zavladal red in da bomo vedeli, kdo podeljuje, zakaj podeljuje in kakšne so dolžnosti koncesionarjev. Verjetno zato tako nasprotujete Zakonu o zdravstveni dejavnosti, ki na to področje zdravstva prvič prinaša na prvo mesto javni zdravstveni sistem in bolnika v javnem zdravstvenem sistemu. Ja, to je reforma. To je največja reforma zdravstva v zgodovini Slovenije. Verjamem, da poleg vas moti še marsikoga. Verjamete mi, da med njimi ni nihče, ki se težko prebija z meseca v mesec. So pa med njimi tisti, ki so si zgradili milijonske vile, v tem, ko so bili zaposleni v javnih zdravstvenih zavodih. In verjamem, da njih zelo moti. In verjamem, da ste vi tisti, ki zagovarjate njihove interese in jih boste še naprej. In prav je, da ljudje to vidijo danes, in prav je, da boste dovolj iskreni, da boste to povedali tudi pred volitvami, ko boste nastopali v javnih oddajah, zakaj se zavzemate na področju javnega zdravstva. Zagotovo to ni javni zdravstveni sistem. Hvala lepa. Kolega poslanec, imate besedo za postopkovni predlog, da Državni zbor na naslednji seji opravi razpravo o odgovoru. Izvolite. Ja, hvala lepa. Zdaj mogoče, ker se tega zadnjega izvajanja tiče, ker predsednik vlade polaga meni v usta, zakaj ne podpiram Zakona o zdravstveni dejavnosti. Ne bom zelo jasen, praktično ne najdeš strokovnjaka na področju zdravstva, ki bi podpiral ta zakon. Celo dva ministra v vladi nasprotujeta določilom Zakona o zdravstveni dejavnosti. Napovedan je spor na Ustavnem sodišču. Zakon predvideva 19 podzakonskih aktov, ki pomenijo, da zakon ne bo uveljavljen še za naslednjih 18 mesecev. Skratka, označevati tak zakon za osrednji reformni zakon je, roko na srce, neodgovornost strani predsednika vlade, še posebej glede na izvajanje, ki smo ga v tem trenutku poslušali, v smislu, da je to zakon, ki se bori proti vilam tistim, ki delajo v zdravstvu. Glejte, proti vilam se borijo organi pregona. In sprejem tega zakona ne bo porušil niti ene vile. In enako mene kot verjetno predsednika vlade moti bogatenje in korupcija v zdravstvu, zato se že cel svoj mandat ukvarjam s tem in zato sem tudi naštel konkretne zaveze iz koalicijske pogodbe, ki jih je vlada napovedala leta 2022, da jih bo sprejela v času tega mandata, pa jih žal ni. In je reduciralo razpravo v zdravstvu samo na en zakon, ki praktično ne rešuje ničesar, kot sem pa prej prebral citat enega od vrhunskih strokovnjakov na področju zdravstva UKC, ruši sistem, ki se je vzpostavljal zadnjih 20 let. In upam, da pacienti ne bodo potegnili tako kratke, kot se napovedujejo, čakalne vrste se pa daljšajo. In ker predsednik vlade ni odgovoril na nobeno od vprašanj, kdaj konkretno bodo zaveze iz koalicijske pogodbe uresničene, predlagam, da Državni zbor o tem opravi razpravo v Državnem zboru, tudi zato, da se bodo strasti pomirile in da se bomo bolj poslušali in ne polagali drugim v besede v usta, ki niso bile izgovorjene. Hvala lepa. Hvala lepa.